Nogometaši Domžal so drugo četrtino prvenstva začeli na domačem stadionu, a v vlogi gosta. Na 6. občinskem derbiju so bili domačini Radomljani, ki v 9 kolih še niso okusili slasti zmage. Še slabše jim gre v dvobojih z dvakratnimi državnimi prvaki, saj so še brez točke in tudi brez doseženega gola. Trener Domžal Simon Rožman je tokrat dodobra premešal udarno enajsterico, saj je v primerjavi s tekmo v Celju naredil kar 6 sprememb, vključno z vratarjem, saj je tokrat priložnost dobil Dejan Milič. Tekmo so sredine igrišča začeli Domžalčani, ki so tokrat nastopili v modrih dresih. Favorizirani gostje so prvič zapretili v 13. minuti. Slobodan Vuk je izvajal stranski avt na levi strani, odigral dvojno podajo z Matjašičem, prodrl v kazenski prostor, podal v sredino, tam je bil Marko Alvir, ki je z 10 metrov brez težav poslal žogo v mrežo in popeljal Domžale v vodstvo z 1-0. To je bil tretji gol 22-letnega Hrvata v letošnjem prvenstvu. 20. minuta do žoge Lukas Mario Horvat, imenitna podaja do Jureta Matjašiča, ta je le še spravil žogo mimo vratarja Ivačiča in podvojil vodstvo Domžal na 2-0. Drugi gol Matjašiča v dresu Domžal, prvega je dosegel na pokalni tekmi v Tolminu. 29. minuta, izjemna podaja Žinka, z veliko občutka je žogo podaljšal Jan Repas, na pravem mestu pa zopet Marko Alvir, ki je dosegel že svoj drugi gol na tekmi. Izjemna predstava Domžalčanov, predvsem so bili zelo učinkoviti. Nova priložnost v 32. minuti, prosti strel za Balkovca, strelov je potem še Horvat, izkazal pa se je Aljaž Ivačič. V 35. minuti prva priložnost za Radomlje, Osmana je poslal predložek, izkazal pa se je Dejan Milič, ki je žogo odbil. In še sodnikov dodatek prvega polčasa, nov napad Domžalčanov, pri žogi Repas, predložek v kazenski prostor, z glavo je streljal Halilović, ki je meril previsoko in prvi polčas se je končal z vodstvom Domžal s 3-0. V drugem polčasu prva priložnost za Radomljane, streljal je Osmanaj, v drugo še enkrat proti vratom, toda Milič se ni pustil presenetiti. 49. minuta, napaka Marka Kovjeniča, slabo je izvedel prosti strel, v hiter protinapad je krenil Jan Repas, mladi domžalski up je prišel do strela, žoga pa je le oplazila desno vratnico. 58. minuta, priložnost tudi za domačine, takole je poizkušal Robi Jakovljević, izkazal pa se je Dejan Milič. 66. minuta, nov protinapad Domžalčanov, Amadej Vetrih je krenil, podal je proti Marku Alvirju, ta je streljal z levico, toda ni uspel doseči hat-trika. 68. minuta, skrajšani kot za Jureta Balkovca, odločil se je za neposreden strel proti vratom, žoga je Ivačiču ušla čez golovo črto in Domžalčani so povedli 4-0. Drugi gol Balkovca v letošnjem prvenstvu. Oba je dosegel z prostega strela. 71. minuta, nova priložnost tudi za domačine. Do strela je prišel Šipek, na pravem mestu pa znova Dejan Milič. In Radomljani še naprej niso dosegli gola proti Domžalčanom. Naslednja akcija gostov, Alvir lepo do široka, ta pa iz ugodnega položaja natančno v dolgi kot in v 77. minuti izid Radomlje Domžale že 5-0. Prvi gol široka v dresu Domžal. Na drugi strani je znova streljal Šipek, meril je mimo desne vratnice in še zadnja priložnost na tekmi, takole je prodrl Bratanović, žogo je namestil Alvirju, ta je streljal in znova le desna vratnica. Iskrene čestitke fantom za današnjo odigrano tekmo. Jaz mislim, da smo nekako skozi celotno srečanje bili boljši nasprotnik, nekako kontrolirali potek dogodkov, bili, bom rekel, izjemno sproščeni, bom rekel, izjemno pri stvari, kaj si na tekmi želimo pokazati. Jaz sem zelo vesel, da smo nekako to vsebino lahko držali skozi vseh 90 minut. Nekako sami ste videli to željo fantov po dokazovanju, po, bom rekel, nekem napadalnem nogometu in jaz sem iz tega vidika zelo vesel.
Domžalčani so dosegli najvišjo zmago po 31. maju 2008, ko so na Ptuju 6-0 premagali Dravo in slavili drugi naslov državnega prvaka v zgodovini kluba. Rumeni se bodo za nove točke potegovali že v soboto ob 18:15, ko bo v športnem parku gostovalo Krško.